Gospa Košnik-Čuk, ali takšno obnašanje, dvigovanje krila, kazanje nog v razpravni dvorani pritiče predsednici Državnega zbora? Zagotovo to ni bila dobra poteza in vse javne osebnosti bi se morale zavedati, da to ni samo fizična kondicija, da je to tudi psihična kondicija in da je treba morebitne take provokacije vzdržati in se tudi primerno vesti. Takoj, ko postaneš javna osebnost in tako, kot ste že zapisali, to se pravi drugo mesto v Republiki Sloveniji, bi morala biti gospa nam, državljanom, vzor v smislu svojega vedenja. Kajti meni kot državljanki Republike Slovenije ni vseeno, kako me politični vrh predstavlja v smislu kulture govora, kulture oblačenja in tudi kulture vedenja, ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti v danem trenutku. Zato velja za vse javne osebnosti in če bi jaz imela kaj besede pri tem, da vsaka oseba, ki prestopi prag parlamenta, bi prvo, takoj ko je izvoljena, bi morala dati intenziven tečaj o kulturi vedenja z elementi protokola, kulturi oblačenja in kulturi govora. Morda lahko neka oseba reče, aha, saj vse znamo, to ugotovimo, ampak zagotovo to ni bila najboljša res reakcija. Gospod Bagola, kaj pa takšno obnašanje predsednice Državnega zbora prinaša v smislu marketinga, političnega marketinga? Danes je ključni politični kapital seveda pozornost, vznemirljivost, ki jo doživljamo na družbenih omrežjih, ki jo v bistvu tudi nekako plamtijo algoritmi, je zelo znižala kulturo in političnega dialoga. Vsi si želimo incidentov, vsi si želimo nekih spodrsljajev, hotenih ali nehotenih, tudi strani politikov, ker je to pač veliko bolj gledljivo in tako ta kultura spektakla, kultura šoka seveda neposredno vpliva tudi na politiko. Ampak, kot vedno znova dokazuje vsaj predsednik Trump, je ta spektakel, je to polzenje tudi po tej lestvici tega, kar je sprejemljivo ali ne, nekaj, kar se politično obrestuje in tako pač lahko rečemo, da ko politik dobi pozornost, je s tem že na nek način zmagal. Kdo je zmagal po vašem mnenju v tem primeru? Poslanec Reberšek ali predsednica Državnega zbora? Kaj pravi, da odgovarja na provokacijo, ker so jo nekateri poslanci želijo moškine ukolupiti in je zato odgovorila nazaj s to provokacijo. Meni se zdi ta izpostavitev pomembna. Dejstvo je, da kot že dolgo opozarja sociolog John Berger, da moški nastopajo, ženske se pa pojavljajo. In tudi ženske v politiki so podvržene tretmaju, ki je lahko veliko bolj šovinistični, recimo, če moški politik pokaže odločnost, je obravnavan ali pa percipiran kot močan voditelj. Če ženska pokaže odločnost, je preveč čustvena, agresivna in podobno. Zato so vatli tu zelo nekako neuravnoteženi, kar asimetrični, ampak seveda s tem ne opravičujem tega njenega kankana v Državnem zboru, ampak želim izpostaviti, da je potrebno res malo pozornosti nameniti tudi tej enakopravnosti med spoloma. Jaz bi pa kar obema dala ukor. Že gospod bi lahko, recimo, če mu kaj ni všeč ali sam nastop predsednice Državnega zbora morda povedal malo drugače, bolj po diplomatski poti. In seveda tudi ni ta ustrezna reakcija predsednice Državnega zbora, ker je sploh ne bi reagirala na take stvari ali pa na veliko bolj prefinjen, na drugačen način povedati, da to ni prav, kar je bilo mogoče povezano tudi strani kolega. Ampak za mene bi bilo bistveno v tej zgodbi in za splošno, za celoten vrh naše države, da so pravila kulture vedenja v vseh javnih osebnostih, politikih, to se pravi, da so kot hoja, kot dihanje, to se pravi, da je to ponotranjeno, to se pravi, da zdržijo tudi take pritiske. In če bi res vsi obvladali kulturo vedenja res na tist pravi način, ker nam kultura vedenja ponuja kup nekih rešitev, potem sploh do takih stvari ne bi prišlo in tudi niso potrebne, ker res se mi zdi, da to znižuje raven. Parlament je največ, kar imamo, a je tako? In vsi tisti, ki predstavljajo nekaj, bi nam morali biti vzor tudi v smislu kulture vedenja. Dokje se po vaše potem ta provokacija v politiki izplača, prinaša glasove in kdaj jih začne odnašati?
Spomnim se, ko je bila naša država stara 7 let in je gospod Jelko Kacin z časnikom Delo lopnil zdaj že preminulega gospoda Hvalico, ne? Kaj šele, če bi ga z časnikom Večer, ki ima slogan časnik s težo, ne? In vidimo, da je v bistvu pač provokacija, da je nagnjenost k incidentom, k temu, da tudi politiki, ki so seveda tudi krvavi pod kožo, zgubijo živce in podležejo takšnim stvarem, nekaj, kar je vtkano pravzaprav v nek politični diskurs. Po drugi strani pa je res ta nagnjenost sodobnega sveta k tej nenehni dozi škandalov, šoka in vsega, kar pač kamere privede pred njih, takšna, da so pripravljeni iti pri tem zelo daleč. Zdaj, kje je pa ta meja, pa bo pri nas seveda spet vidno v predvolilni kampanji, v Ameriki pa pač vidimo, da se nenehno spušča. Ampak jaz sem prepričana, da gospod Hvalica to zaslužijo, ne? Ampak končni rezultat, če govorimo o kulturi vedenja, je pa potem vse ostalo na gospodu Kacinu. On ga je s časopisom, a ne, udaril. In tako kot ste vi rekli, 7 let, danes je naša država stara že več kot 30 letja in smo že prišli te otroške bolezni, puberteto smo dali že tudi skozi, ampak mene to boli, da v vsakem nekem novem mandatu, ko nastopajo pač novi ljudje, da vedno znova odpiramo, kako se bomo oblekli, kako se bomo vedli, kdo se bo vozil z letalom, ali bomo odpirali vrata zadaj desno, ali uporabljati službena vozila ali ne. In mislim, da nam zdaj že pritiče v tem času, da bi to morali že vsi znati. In mene to moti, da te ljudje, ki se odločajo za take vsebine, torej na nek način tak poklic, mislim, da nas je v Sloveniji kar nekaj, kjer bi nas lahko vprašali za nasvet in bi stvari potekale čisto drugače. Jaz predlagam, da škandale oziroma takšne stvari preselijo v menzo. V menzo. Dobro. Ampak vseeno bom tukaj nadaljeval. Zakaj je pomembno, da najvišji predstavniki oblasti, kot so, ne vem, predsednica državnega zbora, vlade države, spoštujejo nek protokol? Ali bomo zdaj gledali take stvari, ne vem, da se predsedniki držav, ne vem, tako kot Trump pa Zelenski prepirajo pred kamerami in provocirajo? Kaj je to naša nova politična realnost? Ja, to je zagotovo nova smer v politiki. Jaz mislim, da to, kar se zgodi v Ameriki, postane standard. Trump je že v prvem mandatu normaliziral serijo neprimernih podvigov, obnašanja in podobno. In takoj, ko pač je neko matematično izhodišče, to mi zagotovi vsaj 51% glasov, se marsikateri politik na svetu tega loti kot domače naloge za naslednje volitve. No, in jaz se zaradi tega borim iz žilnih pet, da bi te vsebine res prenesli vsem ljudem in vendarle, da bi bilo vedenje naše drugačno. Ker res niso prijazni časi pred nami, ampak ravno pravila kulture vedenja so narejena tako fantastično, da bi, če bi jih pravilno prebrali, potem ne bi imeli nikoli nobenih problemov, ko se pogovarjamo o enakopravnosti, o ženskah, o moških. Ker takrat, ko smo nekje v politiki, v poslovnem svetu, tako rečemo, zanemarimo spol in starost, šteje samo pozicija. Torej, če prihajamo nekam v goste, tako kot se je zgodilo v Ameriki, prav zagotovo ne moremo delati tako res, da ne bom uporabila te grde besede s svojimi gosti, ne glede na to, da se morda z njimi ne strinjamo ali da moramo reševati konflikte, ampak tako se vendarle ne obnaša. Res je, politiki morajo biti referenčna točka za neko moralno držo in vzgled za pač ostale državljane. Najlepša hvala obema, da sta bili v našo gostu. Hvala lepa. Hvala.